Dober večer, bomo začeli pa malo drugače. Vsak človek je zase svet. Čuden, svetav in lep kot zvezda na nebu. Vsak tiho zori, počasi in z leti. A kamor že greš, vse poti je treba na novo začeti. Tako živimo ljudje, vsak zase krmari k pogrebu. Svetloba samo nas druži, kot zvezde na nebu. A včasih so daleč poti, da roka v roko ne seže. A včasih preblizu so si, da z nohti lahko srce kdo doseže. Od tega menda človek umre, od tega z neba se zvezda ospe. Tako, ta pesem o zvezdah, Toneta Pavčka nas je nekako uvedla v to, kar bomo nocoj razmišljali, razpravljali in se pogovarjali. O življenju, takem, kakršno se postavlja pred nas, skrivnostno, nepredvidljivo in kratno. Pa tudi o dilemah, zadregah, pasteh, o sočutnih rokah in dolgih nohtih. O tem, kaj je potrebno in pomembno, še posebej takrat, ko je človek najbolj krhek. Pa tudi o tem, kaj je takrat odveč, neprimerno, škodljivo, uničujoče in pod krinko sočutja tudi dobesedno ubijajoče. Še pomnite tisto? Narod si bo pisal sodbo sam. In vsaj v kakšnem detajlu to še kako drži. Včasih so povedali to bolj po domače. Kakor si boš poslal, tako boš ležal. Ali ti očeta do praga, sin tebe čez prag. Pa še kaj bi našli, s čimer bi ponazorili usodnost trenutka in odločitve, ki je pred nami. In to je nekaj izhodišč, o katerih bomo nocoj govorili in se pogovarjali z našimi gosti. Gospe Metke Zevnik verjetno ni potrebno posebej predstavljati, je prepoznaven obraz iz referendumskega dogajanja izpred 10 let in tudi sicer se oglasi takrat, kadar so napadene te temeljne vrednote in to pa je, roko na srce, stalno, več ali manj. Vsaka stvar, pa če še tako huda, ima svoj namen, včasih spoznamo to malce kasneje. No in njena nedavna težka preizkušnja jo le še utrjuje v zavedanju vrednosti vsakega življenja, tudi takrat, ko se krivulja obrne navzdol. Dame imajo prednost, tako da gospa Anda Perdan iz Stražišča pri Kranju je celotno delovno dobo oddelala v Poljanski dolini kot družinska zdravnica in dodobra spoznala vse odtenke življenja, od Ž do A. Recimo. Alpinistična zdravnica je bila prva informacija, ki sem jo o njej dobila. Zdaj ljubiteljica gora, še vedno, kot zgleda, z odpravami v Himalajo je hodila kot zdravnica spremljevalka in se tja vračala tudi ob drugih priložnostih. Vendar danes je med nami predvsem kot zdravnica, brez alpinistična, kot tista, ki si prizadeva, da bi zdravnik ostal zdravnik in njegovo poslanstvo še vedno plemenito, pomagati, reševati, zdraviti, lajšati, vsekakor pa ne škodovati. Tako in za doktorja Gabriela Kavčiča pa nam ni treba odpirati interneta in iskati, brskati po radiu, televiziji, ker lahko vidimo v živo vsak dan kot župnika in kot škofovega vikarja. Zdaj kot moralni teolog je pa neke vrste specialist za moralno-etične dileme, če poenostavim, in se naravno spodobi, da je med nami ob taki razpravi. Čeprav bi se zlahka zgodilo, da bi Kovačeva kobila ostala bosa ob vseh njegovih drugih poteh in obveznostih. Tako, obrazi sočutja smo dali naslov tega večera, zakaj sočutje, kaj sploh je sočutje. V zadnjih tednih mislim, da je to ena najbolj zlorabljenih besed. Pa lahko to čisto ponazorimo. Sočutje, čutim, se vživim vate. Čeprav nisem v tvoji koži, te poskušam razumeti. S teboj se jočem in smejem. Ko ti je hudo, te tolažim,
včasih ostanem brez besed. Ob tebi sem, zanesi se name. Tudi ko ti ne bom pomoč, bom zraven. Sočutim pa lahko tudi drugače. Vidim, kako ti je hudo, pešaš, ne zmoreš več tega, kar ti je bilo nekoč veselje. Rad bi ti pomagal, da te ne bo bolelo, pa tudi mene ne, ker te ne morem gledati. Tako življenje ni življenje, a veš kaj, jaz te imam tako rad. Le zate sem se potrudil, da smo dobili zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Karikiram, zelo karikiram, v eno in drugo stran. Vendar res smo ta zakon dobili in pravijo, da iz samega sočutja. In zaradi tega smo tukaj. Zakon zveni prijazno, dobrohotno, pomeni pa zakon o pomoči pri samomoru. In če ga ne bomo razveljavili, če nas ne bo prišlo dovolj na referendum, bo ta zakon začel veljati. Če spremljate samo glavne medije, samo najbolj gledane programe, potem o tem kaj dosti ne boste videli in morda mi do zdaj niste še nič verjeli, vendar zato smo tukaj, gremo po vrsti. Ne bomo vas prepričevali, povedali bomo dejstva, doma boste lahko še kaj preverili, informacije dovolj za tiste, ki jih iščejo in mnenje si boste ustvarili sami. Gospa Metka, vi ste prišli bolj s temo v naše kraje, mi imamo zadnje čase tako lepo vreme, toplo jesen. Še bolj toplo oziroma vroče je pa v teh naših razpravah, ker se zdi, da smo nekje na okopih, kot da bi govorili o dveh različnih zakonih. No in zato, da bomo vedeli, zakaj se gre, mislim, da je dobro, da v začetku povemo samo vsaj nekaj teh osnovnih informacij, kakšen je ta zakon, zakaj je bil sprejet, te izhodišče, da bomo potem lahko naprej govorili. Hvala lepa, Martina. Z Martino se že dlje časa poznava, tudi kot soborki pri referendumu za otroke. In tako pač je, da nas takšne situacije znova povežejo. No in danes, tako kot pravi Martina, bomo govorili, se bomo pogovarjali in radi bi predstavili tudi resnico z naše strani. Zdaj, najprej, o čem bomo govorili? Ker vaša naloga bo ne samo poslušati tukaj, ampak prenesti svoji okolici o tem, čemur bomo govorili, o tem, čemur vas bomo mogoče prepričali, da bomo pravzaprav tisto dosegli, kar želimo, da bi šlo čim več ljudi na ta referendum in da bi glasovali tako, da bo ostal zakon in umiranje stvar intime in vsake družine, ne pa stvar države. Katere pojme bomo srečali in kaj pomenijo? To je zelo pomembno za razumevanje zakona. Torej, najprej se srečujemo s pojmom evtanazije. Kaj to pomeni? To enostavno pomeni, da se človeku, ki je bolan, ni pa to nujno, nekje v drugih državah je lahko tudi psihična bolezen, lahko tudi že naveličanost od življenja, kakor je, se pomaga z strupeno substanco, da umre. Če to naredi neka druga oseba, je to zdravnik ali kdorkoli, je to evtanazija. Če pa govorimo o asistiranem samomoru, o čemer govori sedanji zakon, gre pa za to, da človek da neko namero, da bi ga zastrupili in si naj bi to substanco nekje vzel sam, medtem ko mu mora nekdo vse to priskrbeti, da to lahko vzame. Če lahko zdaj vskočim, bi gospoda Gabriela vprašala, oziroma da nam pojasni čisto na kratko, pa z moralnega vidika, a je sploh kakšna bistvena razlika? Rezultat je isti in tudi
zdravnik ima praktično isto delo pri enem ali drugem, samo tisti zadnji knofk pritisne nekdo drug. Ja, torej odvisno, z katere strani gledamo, z ene strani ni praktično nobene razlike, je pa bistvena razlika strani ljudstva. Namreč, če gremo mi zdaj vprašati ljudi, a smo za evtanazijo ali ne, potem bi se ljudje končno začeli sploh ukvarjati z vprašanjem, kaj to je evtanazija. Ker večina opleta s tem pa ne ve točno, zakaj gre. In potem, ko bi ljudje ugotovili, da to pomeni dobesedno to, kar smo zdaj ravno kar od gospod Zevnik tukaj slišali, se pravi, da nekdo administrira, se pravi, dostavi v telo smrtonosno učinkovino, to je pentobarbital, vsak profesor kemije zna razbiti to kemijsko formulo, kaj to pomeni, in pa še 2 drugi zdravili najmanj se dasta. Če bi ljudje to vedeli, bi se hitro uprli. Zaradi tega, ker nam je odveč misel, da nas zdravniki lahko napadejo. Trenutno pa gre za zakon in zelo pazijo, da gre zmeraj za ta zakon, kako oni pravijo, jaz zmeraj uporabljam asistirani samomor, ampak zmeraj se pa zdaj govori v medijih o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. To je skrbno nastavljena taktika, zaradi tega, ker takrat, ko se z gospemi, ki so tudi tukaj nekatere, ki delujejo v Karitas, pogovarjamo o tem, katere zadeve vse nudimo kot župnijska Karitas, od tega, da nesemo voščilnic, pa nekaj vse, zraven bi pa lahko nudili tudi pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Tako lepo ta zadeva zveni, da se prav razumemo. Se pravi, je nastavljeno, da se ljudem to fino zdi, in če gre tak zakon čez, pomeni, da je prestopljena rdeča črta. In pridem nazaj k temu, kar ste me vprašali. Razlika je v bistvu zelo majhna načeloma. Zaradi tega, ker zdravniški kader oziroma zdravniki, medicinske sestre morajo vse pripraviti, zdaj a še pritisnejo tisti knof ali ne, ni velika razlika. Je pa velika razlika v naših glavah, ker je v času, ko se govori o avtonomiji, o samoodločbi, o tem, da jih sam odločamo o svojem telesu, bla, 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 v tem času mi zelo radi slišimo, se skoraj ne moramo upreti prijetnosti zvoka, da se bomo lahko sami za nekaj odločili in na podlagi tega tak zakon gre čez, potem pa se spremeni pa v tisto, kar je pa bistveno bolj statistično zanimivo, to pa je evtanazija. Se pravi, da se lahko zdravniški kader odloča v določenih primerih ali pa da se tu naprej dogovori in tako naprej. Začne se s tem, to je primer Kanade, s takim zakonom, nadaljuje se pa z evtanazijo potem. Tako. Gospa Metka, kakšna je naša začetna različica zakona? Jaz bi se malo vrnila na tale naslov, o katerem govori gospod Gabriel. Prostovoljno končanje življenja. Sliši se kar zelo prijetno. Morate vedeti, da vse povsod, kjer se taki zakoni pripravljajo in sprejemajo, je preštudirana takšna govorica, da po eni strani skoraj da ustreza dejanskemu stanju in po drugi strani s tem ljudi zapelje od dejanskega bistva. Namreč tu imamo besedico prostovoljno in imamo končanje življenja. V bistvu pa gre za zastrupitev človeka. Človeku se da strup v vsakem primeru in ta je vzrok smrti. Zato mi nasprotniki imamo koalicijo, vsaj en del, rečemo proti zastrupitvi. To je naše, da govorimo to, kar dejstvo je. Prostovoljnost, o tem bomo še spregovorili, kako je s to avtonomijo. No in zakon govori o namenu. Zakaj je namen tega zakona? Zato, da bojo ljudje umrli dostojanstveno, mirno, da bojo imeli nebolečo smrt. Izkaže se, da ni ne eno, ne drugo, ne tretje. Ker dostojanstvo ni v tem, da ti umiraš zastrupljen, paraliziran z učinkovinami, a ne? Tudi se izkaže, da ta smrt v mnogih primerih je daleč od neboleče, samo da pacient ne more tega izraziti, ker ima paralizo že zaradi tega. In seveda tretje, mirna. Kdaj je človek miren? Tem
pacientom, ki vstopajo v evtanazijo ali v samomor, lahko govorimo o isti stvari, skoraj da morajo dati prej močna pomirila, da se to sploh lahko zgodi. Je pa bolj ali manj hitro. Torej, kaj je še namen tega zakona? Torej, zdaj smo par osnovnih pojmov spoznali. Namen tega je, bom pa kar prebrala iz zakona, je pacientu ali pacientki, ki doživlja neznosno trpljenje, zaradi katerega ne obstaja zanj sprejemljiva možnost lajšanja. Torej, ali pa ima hude trajne okvare zdravja, katere zdravljenje je izčrpano in ki ne daje utemeljenega pričakovanja za ozdravitev oziroma izboljšanje zdravja. Ne? In to mu omogoči dostojanstveno, mirno in nebolečo smrt. Torej, skozi boste zdaj poslušali od ljudi v vseh soočenjih, da gre za neznosno trpljenje. To že manj govorijo, da za pacienta ne obstaja sprejemljiva varianta lajšanja. Se pravi, če on reče, meni to ni olajšanje, to velja. Ne kaj meni zdravnik, ker za nekaj takega, ker on reče, da to zanj ni zdravila, ni pomoči. Če čist karikiramo, jaz pa tablet ne bom žrl. In potem zanj protibolečinska terapija ne pride v poštev, že spada potem. In potem se že lahko postopek začne. Torej, gre za popolnoma subjektiven, oseben občutek. S tem so zajeli v zakonu čuda enih stvari, ki se lahko. In še večji razpon je to, da se pojavi dolgotrajna bolezen, katero ni mogoče ozdraviti, popraviti. Pa ta stanja nepopravljiva, to je vsaka invalidnost. Astma. Se pravi, ja, tudi astme, tudi sladkorne bolezni. Se pravi, pravzaprav potihoma so prišli pravzaprav vsi ljudje lahko noter, ki so stari nad 18 let. Tako da najbolj pogosto v teh soočenjih govorijo podporniki, da gre za ljudi, ki so tako imenovani terminalni fazi. Se pravi, teden dni, mogoče mesec, teden dni, nekaj dni pred smrtjo. To ne drži. To ni resnica. Vsak od 18. leta naprej. In tudi to bo pa gospa Anda povedala, nekaj dni pred smrtjo, teden pred smrtjo, človek tega sploh ni sposoben narediti. Vse mora biti dogovorjeno že prej. To je nemogoče. Takrat je človek v odhajanju, v poslavljanju in telesno ni mogoče, da bi sam izpil strup, da bi podpisoval dokumente ali karkoli. To so pravzaprav samo črke na papirju. Zanimivo je, da je postopek pridobivanja, bi rekli, dovoljenja za samomor predviden, jaz, če sem prav seštevala dneve predpisane, nekaj tednov za bolnika, ki naj bi za par dni skrajšal svoje življenje. Tako. In iz tega ven, da recimo zaradi časovnice, ki je potrebna za odobritev formalno, ni mogoče na hitro speljati postopka. Zaradi vsega tega bodo na paciente in so drugod pritiski že bistveno prej. Že takrat, ko bo zvedel za svojo diagnozo, ko bi se mu ponudilo zdravljenje, se mu bo istočasno ponudilo evtanazijo. No, do tega bomo še prišli mogoče v nadaljevanju. Jaz bi gospo Ando vprašala, zdravniki pri tem niso bili nič kaj vključeni oziroma so vse njihove pripombe enostavno povozili. Zdaj, ne vem, mogoče napačen vtis, ampak tako razumem iz tega, kar mediji govorijo, da zdravniki pa mogoče bi pa bili za ta zakon, če ne bi bili oni tisti, ki so zdaj določeni, da ga izvajajo. Koliko to drži? Delno, ja. Mogoče te presenečeno. Zdaj, mislim, da nas je več takih, ki ne bi pristali na nobeno obliko, ne bo tega
težko rečem samomora ali pa evtanazije, nekateri pa dopuščajo možnost avstrijskega modela. A ne? Za mene ni noben model sprejemljiv, pa vem, da nas je kar nekaj, ampak ne pa 100% vsi. No, tako kot tudi, da vemo, da jih je in določen odstotek zagovarjajo ta zakon. Zdaj, zakon sicer predvideva, da se odpoveste, da uveljavljate ugovor vesti. Mi je bilo zanimivo, en zdravnik je poskušal narediti en tak ovink, da bi pa mogoče, pa on je rekel, jaz pa ne bi uveljavljal ugovora vesti, zato da bi lahko mojim pacientom pomagal na tej poti, ampak mislim, da je toliko varovalk, da bi na koncu ne mogel uveljavljati vesti. Namreč zakon predvideva, da zdravnik, ki ne uveljavlja ugovor vesti, ne more sodelovati. In ne smeš ti svojemu pacientu ponuditi neke druge možnosti, oziroma se on sam odloča. Ja, tle je ena kar velika past, a ne, recimo tisti, ki, dobro, jaz sem upokojena, ampak tudi, če bi še delala, bi isto mislila, kot zdaj in bi lih tako tle sedela. Ja, ugovor vesti je možen, ampak naj bo, a ne, lečeči zdravnik, to je lahko tisti, ki je prvi, kateremu ta pacient, ta bolnik izraz svojo željo. Ta mora biti zdravnik, ki ni dal ugovora vesti. Potem je potem zdravnik, ki ga pa že komisija določi, to je pa specialist tiste stroke, zaradi katere se ta zdrav. Še to, lečeči zdravnik je lahko osebni na sekundarni ravni ali pa na terciarni, to se pravi še specialisti. Potem naslednji, ki je specialist tiste stroke, zaradi katere je ta boluje, in potem še psihiater, ki mora biti tudi vključen, in notar. Vsi morajo biti v bistvu zagovorniki tega zakona. No in si lahko predstavljamo, kakšne bojo odločitve na koncu. Ja. Zdaj o neki enakosti govoriti, ali pa uravnoteženosti vsaj. Ja, ni tle uravnoteženosti. Tako da že v štartu imamo velike možnosti, da bo zadeva dokaj hitro šla naprej. Ja. Gospod Gabriel, kakšno je recimo stališče, dobro, vemo, cerkev, krščanski pogled na človeka in življenje, ne ubija je zelo tak kratka, egzaktna zadeva, ampak to ni zdaj samo tisto fizično končanje življenja, ubiješ lahko z besedo, ubiješ, raniš dušo, marsikaj, čisto tako na kratko človekovo življenje. Ja, seveda. Človeško življenje je nekaj posebnega. Namreč imamo tole rastlinico, tukaj imamo hrčka, imamo mačke doma in pse in ne vem kaj vse, vendar je edino življenje, ki je vedno zaščiteno, je človeško življenje. To je katoliška, ne nujno krščanska, zaradi tega, ker niso čisto vse krščanske skupnosti z nami tukaj, te bolj novodobne imajo drugačne poglede. Čeprav v Sloveniji smo tudi recimo s protestantskimi skupnostmi se strinjamo tukaj. Drugače je pa katoliški, krščanski pogled v splošnem je, da je človeško življenje samo zato, ker je opremljeno, je oblepljeno, če želite, z neodtujljivim, neodlepljivim dostojanstvom. To pomeni, da človeška oseba je zaščitena od začetka, od trenutka spočetja, odkar se 46. kromosom postavi na svoje mesto in imamo zaključek spočetja, tisti trenutek je to, pa vse do naravne smrti. Zdaj to izhaja iz Svetega pisma, kot ste omenili, se pravi ne ubijaj, pa potem vsa logika Svetega pisma, ki je vedno na strani nedolžnega, vedno je na strani nedolžnega in se vedno brani človeško življenje. Itak je, ne vem, kako bojo to točno rešili, ta zakon je zdaj v bistvu taka zelo zanimiva pravna kolobocija, ki bo morala in očitno je že
narejena tako, da bo obšlo kazenski zakonik, ki še zmeraj določa isto, kar je zmeraj določal. No, ga popravljajo, zato da bo ustrezalo. Tako, ampak recimo so že vnaprej nastavili, ne, da bo zadeva šla, ker sam zakon ga ne popravlja, ga bojo pač posebej popravljali, kar je zanimivo. Ja, pa je v določbah. Tako, ja, evo, ampak gre za to, da je bilo to zmeraj kaznivo in to se pač zdaj ta civilizacijska norma, vsaj 2500 let stara, se pač popravlja. Je pa res, je treba reči, to so pa Kanadčani so nas jasno opozarjali, še te dni ravno dan se prišlo ven kanadski zdravniki, ki opozarjajo naše zdravništvo, da se ne rabiš imeti 1000 zdravnikov, se jih ne rabiš 100, se jih še 10 ne rabiš, se rabiš samo en tim. Tako kot imamo, v bistvu bi rabili nekaj paliativnih timov, pa jih nimamo, do tja še pridemo, tako bi rabili en tim. Za Slovenijo, po moje, pol tima dovolj, da se strinjate. Po moje, da se rabiš enega, po moje, za celo Slovenijo. Se bo dovolj. To je ta model, ne, kjer se, v bistvu se ne poskuša nič drugega, kot da bi se zažrla ta zadeva v naše zdravstvo, v tako imenovane primerljive primere in zdaj bo to, kar zdravstvena storitev zraven, kar ni ureditev v drugih državah, to je najbolj liberalna ureditev možna. Avstrija ima to ločeno, druge države imajo v glavnem to ločeno, mi bomo imeli to kar kot del zdravstva. Se pravi, da ko boste prišli v ambulanto, bo lahko tu še plakat zraven. Zdaj imate tam opustite kajenje, ne, zdaj malo karikiramo, ampak v bistvu nismo daleč od tega. Zdaj imate opustite kajenje, pa paste na nivo cukra v svoji krvi in bo to lahko zraven. Ne. Dobesedno bi lahko bilo zraven, ker bo to zdravniška storitev. Pa čeprav, to je bilo tisto vprašanje, ki je bilo gospe Andi namenjeno prej, zdravniki bi morda bili bolj navdušeni nad avstrijskim modelom, kjer zdravniki niso vključeni, razen ena posebna komisija, ki je ločena od zdravništva in se samo s tem upada, v bistvu ena komisija rabljev. Ampak hkrati niti ni važno, koliko jih bo navdušenih, rabimo 2, rabimo 3, bo dovolj. Ne. Dovolj za to, da se prestopi rdeča črta in zadeva gre potem svojo pot naprej. No, kakšen je namen, mogoče še bolj kot iz samega zakona vidimo iz obrazložitve, ki so jo predlagatelji dali, kot daš ti v zakonodajni postopek, je cela procedura, napišeš, kaj bi to vplivalo, kaj ne, in čist jasno in glasno, mislim, ne glasno, ampak črno na belem, recimo, samomor je pač cenejši kot karkoli drugega. So napisali cena paliative na mesec, recimo 3000 do 4500 evrov, ja samomor je pa samo 1500, enkraten strošek, pa smo rešili. Mislim, mene je fascinantno to, da jih ni bilo sram to napisati. Takole piše, bom kar citirala. Novih zdravstvenih storitev ne uvajamo zaradi varčevanja, temveč v dobro pacienta. Res pa je, da tehtamo razmerje med koristjo in stroški. Manjši stroški se kažejo v večjem ostanku sredstev in se uporabijo za druge paciente in storitve. Bom prevedla. Zastrupitev z natrijevim pentobarbitalom je v dobro pacientu, ker bo na ta način več denarja ostalo za druge paciente in storitve. Ne vem, če treba še kaj posebej komentirati. No. Sam to zelo na kratko. Glede na ta sestavek je zelo jasno, da vam bo jasno, kaj to pomeni po domače. Za državo smo vsi skupaj najbolj fajn, če delamo do tistega trenutka, ko greš v penzijo in da te tisti dan, ko greš v penzijo, zbije bus. To bi bilo najboljše. Pomeni, da plačuješ lepo, ker to, če bi še mečkaj naprej brali to, kar je gospa Martina prebrala, je zelo jasno napisano, da največ ljudje stanemo in po pacientu v zadnjih mesecih in da to narašča. Skratka, tu res je treba kaj dosti dodajati. Mi je pa gospod Pleterski na enem soočenju enkrat rekel, da to so pač morali dati noter, ker je treba finančne učinke predstaviti. Ampak jaz zmeraj pravim, nič je narobe, če ti poveš, kakšen je finančni učinek. To pomeni, da poveš, koliko stane povoj, pa koliko stane zdravnik, pa ne, kako ćeš drugače opisati, koliko to stane, kot da točno naščeješ. Kar jim ni bilo treba izračunati je pa, koliko stane človek v zadnjih mesecih življenja. Ker to, da ti poveš, koliko je pentobarbital, to, da poveš, pa še piše zraven, da stroški notarske zbornice pa še niso izračunani. Bo še zraven, ja.
Ampak, razumete, niso bili sračunani samo stroški izvajanja zakona. To mora biti, drugače ne moreš zakona vložiti. Niti pa treba primerjave delati, koliko stane en samomor s pomočjo proti zadnjemu mesecu življenja enega ranljivega bolnika, recimo se bliža smrti, in smo imeli pač primerjavo 1500 proti 3500. Ta primerjava pa je rahlo odurna. No, še hujše, 3500 krat nekaj mesecev, ne, paliativne oskrbe. Tukaj uskočim. Vsi ti podatki, ki so bili dani, s tem so se pravzaprav malo zaplezali takrat. Drugi pripravljavci iz drugih držav, ki se borijo tudi proti evtanaziji, so rekli, tega si ni nihče upal nikjer napisati, kar so si pri nas o teh stroških. Namreč dejansko gre za to, moramo vedeti, da bo to zdravstvena reforma današnje vlade, da je to pokojninska reforma današnje vlade in pa še kakšne podobne v prihodnje. Enostavno, ker večina ljudi v vseh državah, ki vstopi v te procese oziroma so tako ali drugače velikokrat prisiljeni, o tem bomo še govorili, so stari med 65 in 80 let, se pravi 70 leta. To je ravno takrat, ko se vstopi v pokoj, mogoče malo kasneje, in danes je prišlo že do tega, da na Nizozemskem ljudem nad 70 let odrekajo zdravljenje. To bo potem en končen proces tega, ko bo nekdo zbolel, pač ne bo mogel biti zdravljen. Glejte, vse to, kar se zdaj v naši državi dogaja, z nedostopnostjo do zdravnika, vse to je del tega procesa, ki ga je začela ta vlada. Vsi ti napadi na zdravnike, ki so se temu upirali, to je treba vse, kar je gledati skupaj. Danes je že okrog 200 000 ljudi, ki nima osebnega zdravnika, ki čakajo v neskončno dolgih vrstah. Če bi zdaj le rekla, dajte gor roke tisti, ki imate kakšno napotnico v čakanju, sem prepričana skoraj, da bi 3/4 dvorane lahko dvignili. Jaz sem že ena med tistih, ki imamo, ki čaka, ni sicer za neko tako, bi rekla, usodno bolezen, ampak to se ljudem dogaja tudi, ko je mogoče diagnoza za raka, in izračunal je en dober analitik, računalničar, dr. Gamulin, da zaradi teh čakalnih dob, ki so, imamo zdaj že vsaj 360 nepričakovanih oziroma prezgodnih smrti. Zato, ker niso bili obravnavani pravočasno. 360 ena na dan. In ko bomo še prešteli ljudi, ki bojo šli v tele procese zastrupitve, se bo to povečalo, najprej manj, jaz imam tam bolj ene izračune, sem naredila, tako da bo to kar naenkrat 500, 700, 800 ljudi, ki jim ne bo treba plačevati ne pokojnine, ne zdravstva. To je zelo satanski sistem. No, in ko smo govorili o avtonomiji človeka, namreč oglasi teh pripravljavcev, tistih, ki so za, govorijo, jaz lahko odločam o svojem življenju, samo o svojem. O svojem življenju res lahko odločaš. Tudi samomor lahko narediš. Ne moreš pa v to vpletati drugih ljudi. To pa več ni avtonomija. Kako je lahko avtonomen en človek, ki mora o njegovi vlogi presoditi 5 ljudi, to je tista komisija, o kateri je govorila gospa Anda, in to komisija, ki nima nobenega ugovora vesti. Se pravi, tistih 5 odloča, a boš ti lahko nekaj storil, a ne boš storil.
samo oni bojo vsi nagnjeni k temu. Tudi tisti, ki bojo strokovna mnenja dajali, od psihiatra do tega, bojo tudi brez ugovora vesti. Ne? Nekje so vsaj toliko, da kakšnega dajo, ki ima ugovor vesti v drugih državah, ne? Med to komisijo. Pri nas ni nikogar. V Belgiji so tožili eni svojci pred časom že, da so prisilili tistega njihovega sorodnika, mlad je še bil, a ne, psihični bolnik, a ne, in da je bila zato kriva psihiatrinja in so tožili posebej še to psihiatrijo, ker je psihiatrija, ki je vsakmu odobrila, a ne, ampak sodišče pa rekla, da ne, pa da to, a veste, potem to ne pride skozi, čeprav so svojci trdili drugače, pod kakšno prisilo je bil. Tako da tudi nekje sodišča, jaz sem prepričana, da naša sodišča bi podprla take stvari. No, to je o avtonomiji, no in kar je pri teh načelih, recimo, tlele so načela, čemu ta zakon sledi. Prav avtonomiji smo videli, da jo dejansko ni. Ljudi prepričujejo, ti vse odločaš, pa ne. Drugo načelo, prav varstvo največje zdravstvene koristi. Poglejte, kaj to pomeni. Največja zdravstvena korist za pacienta je, da se bo pustil zastrupiti, da odgre. Da gre, da ga ni več. Kako lahko nekdo napiše, da je to največja korist za pacienta, ampak to noter piše, a ne? Zato bo sigurno dobil to odobritev. No in zraven še eno načelo brez nepotrebnega odlašanja. Te storitve, torej zastrupitve, imajo absolutno prednost. Ne pacienti, ki jih je treba pregledati, ki jih je treba zdraviti, ampak ki jih je treba čim prej usmrtiti. To so načela, ki so zapisana, samo treba jih je dobro premisliti. Gospa Metka, recimo, vi boste dobila napotnico za psihiatra, boste čakala, ne vem, recimo leta 2028. Če pa želite evtanazijo, jo dobiste pa v treh dneh prideste do njega. Kako gre to? To je tisto, brez odlašanja. Zato, ker rečejo, ta pa ne tako trpi, da ne more zdržati. To so dejstva o tem zakonu. Gospa Anda, Mislim, da mi ne dela to, a dela. Ja, nekaj sem hotela na kratko. To ni zdravstvena dejavnost, ker zdravniki prvič življenje za nas je nedotakljivo, mi smo zato, da pomagamo zdraviti, ne pa ubijati ali pomagati umirati. Samomor je ali posledica težke duševne bolezni ali pa stiske. In tisti, ki so v stiski, če se jih pomaga rešiti, da se jih dobi, da ima nekoga, da prepreči, zelo, zelo redki, da to ponovijo. In tle pri tej pomoči, pri vklepaj samomoru, gre za sodelovanje pri uboju oziroma zastrupitvi. Toliko. In še nekaj, da to ni zdravstvena dejavnost. Imela sem priliko, smo bili na istem soočenju, na eni lokalni televiziji je bil tudi gospod Pribac. Dobro, da nisem vedela, ker bi imela cel dan tremo, ampak sem bila čist mirna in ko smo prišli tudi do tega, da to ni zdravstvena dejavnost in da je pravica odločati svojim telesom in pa kako bom umrl. Jaz sem rekla, v redu, a ne, dopuščam, samo zakaj se potem vi ne sam? Zakaj drugega v to, a ne, da bi delate morilca? Ravno zato smo pa dali, da je to zdravstvena storitev, da bo narejeno strokovno. Je bil odgovor. No, nadaljujem še z enim načelom v tem zakonu in sicer to je načelo jasnosti in transparentnosti, tako da se prepreči vsakršno možnost napake ali preslepitve. V tem zakonu je namenoma narejenih več preslepitev.
prva in najtežja je zapis vzroka smrti. Ko nekdo umre, pride mrliški oglednik in more ugotoviti vzrok smrti. Če je to dolgotrajno bolan človek, ima že od zdravnika pridobi izvide njegove in tako naprej, ni nobenega problema. Tukaj pa bo moral mrliški oglednik, ne bo smel napisati, da je bil bolnik, pacient, kakorkoli zastrupljen, da je dobil to strupeno učinkovino, ampak bo moral napisati eno izmed njegovih bolezni. Se pravi, da se v dokumentih o smrti ne bo tega nikjer zapisanega. Se pravi, ni. Tudi tožiti ne bo mogoče koga za kakšno zlorabo, ker tega ne bo. Hkrati ima komisija dokumentacijo, ampak ta dokumentacija se mora uničiti po 5 letih. Takšne dokumentacije mora imeti neprimerno daljši rok hrambe. Torej, namenoma se izpusti pravi vzrok smrti, to je prava preslepitev. Vendar boste pa lahko zaslužili. Namreč, jaz mislim, da je to unikum v naši zakonodaji. V obligacijskem zakoniku je določeno pač ta življenjska zavarovanja, ne dobiš, nisi upravičen do te premije, če nastopi smrt zaradi samomora v roku 1 leta od sklenitve zavarovanja. Zdaj bomo pa to dopolnili, razen v primeru asistiranega samomora se spreminja. Tako da, lejte, mama, prosim, lej, kakšna sin je, bi malo porihtala. Mislim, zlorabe so že sugerirane, razumete? Napeljevanje. Ja, preslepiti zavarovalništvo, zavarovalnico in s tem pravzaprav morda svojce in še koga napeljati, da bojo na eno staro teto pritisnili, ne podpiše. Se mogoče ni treba ji povedati. En papirček daš za podpisati. To je zakon, o katerem bomo sklepali 23. novembra, ne decembra, mi že hoteli, 23. novembra in jaz bom proti in vas prosim, da bodite proti. Gospa Metka, zdaj, če gremo malček na drugo temo, recimo, takrat bi rekla verjetno na srečo, ko ste bili soočeni s boleznijo v družini, zakona še ni bilo. In takrat, ko so vašemu možu diagnosticirali hudo bolezen, napredujočo, prognoza zelo slaba, a bi na vas kaj vplivalo, recimo vsaj na zavest, če bi tak zakon bil, ali pa če malo provokativno, a je vaš mož predolgo živel, vam je bil breme, je bil egoist, tako se bo namreč zdaj smatralo. Do zdaj, kdor se je boril z boleznijo, je bil junak, zdaj už pa nenadoma postal egoist, ki odžiraš sode nekomu drugmu, ko bi ta denar zdravstveni šel za druge namene. Ja, glede na tisto finančno opredelitev, da paliativna oskrba v 3 mesecih stane, ne vem, 4.000, nekaj takega. V enem mesecu. A celo v enem mesecu, ne vem, to so malo preveč zračuna. Glede na učinkovino, glede na strup, ki ga bi prejel, bi rekli, ja, se odveč, zagotovo ne. Glejte, šele 4 mesece je, ker je moj mož umrl. Ko se je bolezen začela, nekako v 3 mesecih po slabšem nekem počutju človeka, ki je bil vedno zdrav, ki, ne vem, po 20 let ni šel k zdravniku, tako zdrav je bil moj mož, se je nekaj začelo in ko so bile različne preiskave narejene, se je pokazalo, da ima raka in da je to že v takšni fazi, da ni čakati, ni pričakovati daljšega obdobja življenja.
Onkologinja takrat je rekla, ko so se rezultati pokazali, in vprašala mojega moža, ali se boste zdravili. In je vprašal, kaj pa, če se ne? Je rekla, če se boste zdravili, imate pred seboj 6 mesecev življenja, če se ne boste, bojo 3. Jaz sem vedno hodila z njim na vse preglede, na vse, tako da sem bila vedno poleg. Pogledal je mene, jaz sem pogledala njega, mislim, da sva se izmenjala z očmi odgovor in je rekel, zdravo se bom. In se je začelo zdravljenje, ki ga je prenašal zelo dobro. Hodila sva na kemoterapije, rečem hodila zato, ker je bilo tako, kot da bi hodila jaz. Sem bila tam z njim, sem čakala in tako naprej, ga peljala nazaj. Tistih napovedanih 6 mesecev življenja je postalo 2 leti in 6 mesecev življenja. Če bi morda takrat nekdo ponudil in hipotetično sprejel moj mož, da bi se v 6 mesecih, recimo vzel, bi izgubili 2 leti predragocenega življenja. Zdravnik nikoli ne more in tudi noče napovedati, koliko časa ima pacient še pred seboj, ker je vsaka bolezen malo drugačna, ker je vsak človek malo drugačen. Ta zakon pa od zdravnika zahteva, da mu natančno opiše, kako bo in koliko časa bo. Te 2 leti so bile ta leta milosti. Nekaj najlepšega, kar sva z možem doživela v življenju. Ko se je zakon v tistem času sprejemal, poleti, sem ga vprašala, pa bi ti v svoji situaciji to sprejel, tak način bi to naredil? Mi je odgovoril, takrat je že ležal, ni več bil, bi rekla, več aktiven. Odgovor je bil nikoli. To je bil njegov odgovor. Kdaj sem se jaz zlomila? Prvikrat, ko sem zvedela za diagnozo. In drugič, ko je bil poslan v paliativo. Kaj je paliativa? Paliativna oskrba. To je oskrba, ko pacienta, saj v glavnem, pošljejo domov, tako je tudi zdravnik rekel, ko so rezultati kazali, da se bolezen napreduje, je rekel, zdaj vas pa izročam doktorici Lopuhovi. Vedela sem, da ona vodi na Gorenjskem paliativno oskrbo. Tudi takrat, še danes ne vem, kako sem prišla iz Onkološkega inštituta pa tja do avtomobila. Mož je ostal tam. Zelo hudo je bilo. In potem sva se pogovarjala in sklenila, da bova živela tako, kot da bova še naprej, še dolgo skupaj živela. In da bova veliko več molila. Hodila sva k mašam na Brezje za rakave bolnike in za njihove svojce in bila deležna velikih milosti. Naša družina je malo bolj številčna,
jaz imam 3 sinove, imam 7 vnukov, živimo dokaj blizu skupaj, lokacijsko, in vsa družina se je zbirala okrog mojega moža. Vsakodnevno, enkrat je prišel eden, enkrat drug, so ga objemali, pobožali. Je še vnukinjo spraševal zgodovino, še poleti, en mesec pred smrtjo. Stari oče, a me poprašaš, test pišem in tako naprej. Življenje je teklo nekje normalno, do mogoče potem šibkosti, ki se je pojavila, tam mogoče velika šibkost, 14 dni pred smrtjo. Bili smo zbrani okrog njega, tisti večer, ko se je poslabšalo, smo se kar zbrali, pa smo molili. In v nekem trenutku, ko že več ni bil mož tako odziven, je dvignil roko in tako v krogu, ko smo sedeli, je šel od leve proti desni in nazaj. In mislim, da nas je vse blagoslovil. Tako smo se poslovili. In v nasprotju s tem bo se lahko zgodilo, da bo svojec, ki se bo odločil končati svoje življenje, umrl sam, brez da bi njegovi bližnji to vedeli. Tako predvideva zakon. Ko bo nekdo bolan ali pa karkoli že izrazil svojo željo, je to strogo varovana skrivnost med bolnikom in zdravnikom. Tako je predvideno. Zdravnik ne sme svojcem povedati, samo komur bolnik sam pove. Je to čisto neko nasprotje. Naša paliativa, zdaj vi imate srečo, bi rekla, srečo v nesreči, gospa Anda. Paliativa, zdaj mi dostikrat mislimo, to je tista oskrba čistem na koncu tistih zadnjih dni, ampak paliativa se v bistvu začne že z diagnozo, ali kako je to? Takrat se še upa tudi, da bo ozdravitev. Mislim, kako začeti. Kadarkoli jaz poslušam o paliativi, pa da jo nimamo, se ne morem čist strinjati. Odkar je zdravniki, je bila paliativa. Ker ti pacienta spremljaš do konca. Si hodil, tudi ko nismo nič več dati iz rok, ga nisi pustil. Je pa res, da z razvojem in tudi te terapije protibolečinske in naprimer, jaz si ne bi šla na terenu punktirati, to se pravi vodo iz trebuha, ko ne po domače rečem, črpati, punktirati, no, drugače ne vem. Ker sem to samo gledala enkrat, in zato imaš recimo, bi poklical paliativnega zdravnika ali pa da se posvetuješ za terapijo, zlasti protibolečinsko, kjer je tudi razvoj zelo, zelo naprej. In če se s tem nisi srečeval lih vsak dan, je bil tak posvet zelo dober in takrat niti ni treba, da samo zaradi bolečinske terapije pride paliativni na dom. In to tudi vem, da recimo iz Onkološkega inštituta pa Maribor bolj sta za to paliativo, to obliko, da je družinski zdravnik zraven in pa patronažna sestra, ker paliativa pomeni, da aktivno spremljaš pacienta v res tem zadnjem stadiju. Zgodna paliativa je takrat, ko ima tudi še kar dosti terapije, je pa počas jo, ko vidiš, da, ko bi rekla, no, naprimer, da je eden jemal tudi zdravila za holesterol, mislim, zakaj bi jih jemal še v tem času, zakaj bi bremenil telo. In pomembno je, da si tam. In na koncu, recimo, so bila stanja, ko nisi imel nič več iz rok zadati. In ko sem bila mlada, začetnik, pa še potem, ko so nas učili, kaj si dolžen, kaj moraš, sem imela slabo vest.
da ne morem nič več drugega, kot samo da pridem, da se pogovorimo z domačimi tudi. Potem z leti sem pa videla, to, kar se danes govori, to je paliativa in da je, rekla, zelo vredno bilo to in ko sem odhajala, dostikrat sem v avtu premišljevala, da sem jaz več odnesla, kot sem pa dala. Dobro, to je bil moj občutek, ampak je bilo res, to so zelo, zelo lepi momenti. Podpora domačim, seveda tudi potem k paliativi sodi tudi, potem ni nujno, da si ti tisti ali pa da je, da zdaj, ko govorimo o paliativnem timu, da je glih nujno, da si tudi pojše zraven, ker nekateri imajo svoje prijatelje, in z njimi žalujejo ali pa jim potožijo. So pa bili pa primeri, ki so pa prišli v ambulanto in smo se pojše pogovarjali ali pa tudi kakšen nasvet si dal, ker recimo, da je tam mama zgubila doma, ki je avto popravljal, pa se je zgodila huda nesreča, Kljub pogovorom je bilo treba, tudi je bilo zelo dobro, da je šel tak v skupino za žalujoče, tudi to si včasih svetoval. No, glede, ne zanikam, da paliativni timi niso potrebni. Je pa, hočem pa povedati, da je podeželje vse in še zmeri razlika ali pa mesto. Tam je več ljudi, ki so sami in osamljeni, več je tega kot na podeželju. Ja, toliko. Če bo pa zakon, recimo, da obvelja, potem je pa res to, da se tudi ti timi vprašanje, koliko se bojo razvijali. Ja, Kar že v tujini kaže. Načeloma, ko je evtanazija uvedena, paliativa gre dol. In potem? Jaz bi pa še nekaj, ki mi vse in malo na duši leži. Edin, če bomo do tega še prišli, malo o zlorabah in pa o poteku. Da imamo toliko o zakonu, ker to gre tle ven. Jaz bi se malo na paliativno oskrbo oprla, ki sem jo doživela. Na Gorenjskem je res urejena, povsod v Sloveniji pa bistveno manj, ampak preko paliativnega tima lahko samo to rečem, ko se toliko govori o bolečinah, da bolečinska terapija pri nas, ki je bila nudena skozi to, je bolečine popolnoma ublažila. Da bi lahko rekla, tisto neznosno trpljenje tistega pri nas ni bilo. Pa je bila težka diagnoza, to so imeli pod kontrolo, pa seveda mi kot svojci, mi nismo imeli kakšne druge oskrbe, vse sem naredila jaz, pa moji sinovi, smo pa od ene negovalke dobili malo navodil, kako se neprijateljice, kako se človeka malo obrne, pa to polk je treba že, tako da je to en res sistem tak, da je bolnik doma, da imaš na voljo telefonsko številko, da takoj, ko si v neki zadregi, v stiski, kaj bi naredil, dobiš nasvet. Celo po noči, samo poskušaš, da ne, kličeš te ljudi, eden je zmerom dežuren, da je to res nekaj dragocenga. In tako, kot je bilo rečeno, pri nas se zdaj to postavlja. Zelo se trudijo v zdravstvu, da se ta paliativna oskrba, ta oskrba, bi rekla, zelo bolnih in na koncu umirajočih vzpostavi. Čim bo ta zakon veljal, se sredstva v to sigurno zmanjšajo. Je pa zelo potrebno in za te osamljene ljudi, ki nimajo svojcev ali pa so daleč, za tiste dajemo in zdaj plačujemo za dolgotrajno oskrbo. Glejte, da pride človek, da mu pomaga, ampak glejte, denar pobirajo, oskrbe pa ni, pa naj bo to v domu ali pa v domačem okolju. Ker cilj paliative, če je le mogoče, je, da bolnik umre doma. Ker vsak najrajši, če se le tam dobro počuti in ima nekoga, ki zanj lahko skrbi.
Ja, dosti krat slišimo, da smo zdaj na vrhu nekega spolskega klanca. Gospod Gabriel, meni se včasih zdi, varovalna ograja ob cesti, dol je prepad, mi pa malo poskakujemo zgorej. Ne vem, če bomo padli na cesto, bomo malo polomljeni, ampak verjetno bomo šli pa dol na ono stran, tako zdaj kaže. Kaj potem sledi, ne? Kako hitro, zakaj je potrebno, da v štartu zadeve zaustavimo? Ja, torej zdaj še, da gremo na zlorabe, ja. Preden skočimo tja, čisto na kratko, samo en korak nazaj, da se zavedamo nečesa, kar se zdaj zelo dogaja. Sej večina verjetno ve, da opravljam še eno službo, ki je vezana na medije. Moja služba je, da prečesavam med drugim medije. Jaz dobim zjutraj na mizo poročilo o dogajanju v medijih prejšnji dan. In lahko zelo natančno sledim, kaj se dogaja. In kaj se dogaja zdaj že 3 leta. Je to, čemur se običajno reče čustvena zloraba. Sicer zdaj so malo nehali in sem vesel, ko smo slišali tole zdaj izkušnjo, dobro izkušnjo, življenjsko izkušnjo, kako to izgleda v realnem življenju. Ob vsem trpljenju, ob vseh stiskah, ki se dogajajo, to je realna izkušnja, ko se trpljenje in tragedija v družini spremeni v hvaležen spomin. Se drugače ne gre, če hočeš kot človek živeti naprej. Ne moreš drugače, kot da se spominu na rajnega skozi praznik vseh svetih, tudi ne na vse zadnje, da se to spremeni v hvaležen spomin. Kaj hočem povedati? Zelo konkretna stvar. Jaz se točno spomnim maja, dneva se spomnim, na Dunajski so stala z gospodom Pleterskim, ga vsi poznamo, tam, kjer je tista v Ljubljani, tista okrogla steklena stavba, ki se peljete po obvoznici, so imela eno snemanje tam v enem studiu in je on spet privlekel ven svojega očeta. In zdaj to bo zelo grdo zvenelo, kar bom rekel, ampak je treba kdaj povedati na glas, da gre za čustveno zlorabo. Jaz sem se resno spraševal, mislim, a je možno, a je možna ta pripoved o vsem tem, kar ne bi se tam dogajalo. Seveda gre za čustveno zlorabo, ki pelje v strah. In logično je, edino normalno je, da je nas ljudi strah bolezni in trpljenja. V Sloveniji je treba priznati, da nas je bolezni strah iz 2 razlogov, ne samo iz enega. Vsakega človeka je strah bolezni, to je normalno. V Sloveniji imamo še ta razlog, da v Sloveniji moraš biti ravno prav bolan ali pa poškodovan, da boš dosegla ta pravi poseg. Jaz se večkrat hecam, je grenek hec, da če si zviješ gleženj, morda boljše, da udariš še s čim gor po njem, preden greš v ambulanto, preden greš v bolnico. Žal je tako. Pri vseh krasnih zdravnikih, ki jih imamo, se pač podira. In moraš biti ravno prav bolan, da boš do časa na vrsti, ker sicer boš lahko čakal na neko slikanje 2-3 leta, smo slišali prej. Evo, ampak kljub temu sistemu naše zdravstvo funkcionira in ne smemo se pustiti zavesti v strahovanju, da je pa najboljše imeti plan B v ozadju. In zdaj pa grem na vaše vprašanje, se bom zelo hitro, potem bo pa še dr. Anda tukaj le še mečkam dodala. Glede zlorab, to je zdaj prva zloraba, ki se dogaja, ta je medijsko, javna, PR-ovska, pravimo, zloraba, ki se dogaja že ta trenutek. Se pravi, čustveno izsiljevanje. In jaz sem večkrat tem ljudem, ker je bilo pač to tudi zame eno tako zoprno obdobje, sem večkrat rekel, vi govorite o svojih svojcih in meni je ogabno, meni je ostudno, da govorite o svojih svojcih in jih zlorabljate vse po vrsti pokojneže, zato da bi se uveljavilo tak zakon. Ker jaz takrat je bilo, se spomnim tistega maja 24, tudi jaz sem imel zelo podobno reč v svoji bližini. In niti slučajno ne bi pomislili na kaj takega pri nas doma. Pa nikoli, ni šans. Če ne bi govorili o tem zakonu, ni šans, da bi sploh pomislili na kaj takega. Jaz ne vem, kaj je z ljudmi, da sploh pomislijo na kaj takega.
Meni pa nam nikoli ni prišlo to na pamet. Evo, čustvena zloraba. Zdaj pa gremo pa naprej. Prva stvar in ena, ki mislim, da si jo moramo zapomniti, jaz ustrajam pri tej terminologiji, čeprav je mečken drugačna, ampak tudi, če ste pozorni, tudi ko škofje govorijo, zmeraj ena zadeva nikoli ne manjka in to je pasivna prisila k samomoru. To je generalna zloraba, ki jo je težko dokazati, je pa zelo jasna. In sicer, če nekdo pride do tebe pa reče, dej Janez, dej Marija, obes se, ne. Zdaj govorim grdo, ampak da bomo razumeli. Tega nihče ne bo naredil. Nihče. Bog ne dej. Temu bi rekli aktivna prisila k samomoru, se razume. Ne, ubi se. Tega ne bo nihče rekel. Zelo krasno, tako pritlehno, podtalno, ne, pa deluje na drugi strani pasivna prisila k samomoru. Tam pa nihče ne reče ubi se. Tam pa sam prideš na idejo, pasivno, si pasiviziran, si skuhan, ko žaba noter v vodi, z idejo, da se lahko sama umakneš. In to je pa tisto, kar jaz še bolj kot recimo generacije, dajmo reči 50 plus, še bolj opozarjam generacije 50 minus. Ker ta mentaliteta se razvije pa počasi. To je pa dolgotrajen postopek kuhanja in mi bomo čez nekaj let, Kanada je rabila 4 do 8 let, odvisno kako gledamo, da so popolnoma spremenili mentaliteto družbe, da so prišli od tam, kjer se nikoli predstavljali niso, kaj se bo začelo dogajati, do tam, kjer so danes, ko se njihovi zakoni širijo navzdol v mladoletnost. Do tja so prišli. Evo, samo tako namignem še potem, to je tudi eno takih zlorab. To vzemimo seboj, prosim. Pasivna prisila k samomoru. Po domače povedano, nihče ne bo rekel, ubi se. Sploh ne. Ampak zjutraj, ko bo sestra prinesla zajtrk v domu za ostarele, popoldne, ko bo prišla svakinja, ne sin, ko bo prišla, kako je že, ne, ta mlada, ko pride ta mlada snaha, hvala, ko pride na obisk. Ne sine, snaha, zakaj? Zato, ker njej pa res ne bi bilo treba, pa pride. Takrat bo človek imel občutek, sej ne bi bilo treba vsega tega. Kolikokrat župniki slišimo na obiskih, pri prvih petkih, sej, gospod, se vam nisem preveliko nadlego. Dobro. Zdaj, velikrat je tu izrečeno zato, da pa župnik reče, ne, se niste v nadlego, ne, pa se pa se pa res nisem v nadlego župniku, ne. Ampak ta mentaliteta je že zdaj med nami, da sem bolan, da sem star, da sem ranljiv in sem v napoto. To je že zdaj med nami. Kaj bo šele, če tu pahne zakon čez rob? Pa še samo nekaj statistike. Se pravi, govorimo o Kanadi, govorimo o Nizozemski, govorimo o Belgiji, in pa govorimo o Švici. Delno Avstrija, ampak Avstrija ima čist drugačen sistem. Avstrija ima uveden asistirani samomor, ampak je drugačen primer, jo puščamo ven, ker tam je zdravništvo izključeno, pa ni nič boljše vse skupaj, ampak pustimo zdaj, da ne kompliciramo. Najbolj zanimivi za nas sta Kanada in pa Nizozemska. Brez da bi kompliciral, naj povem, da je naš zakon to, na kar so Kanačani čakali, se pravi, se je razvijalo počasi, da so prišli do tja, kjer bi mi kar direkt tja skočili, tako liberalen zakon je. Kot rečeno, slabih 10 letih v kanadskem primeru imamo tovrstnih smrti, evtanazijskih ali pa samomor s pomočjo, nimamo, saj jaz nisem našel čisto točne razdelitve, jih imamo takih smrti 7%. V Sloveniji imamo koliko smrti, 30-40 tisoč letno, če se ne motim, nekaj takega. Zdaj računate ali 20, tako vem, da je več smrti kot rojstev, ne. In zdaj preračunajte sami, ne. To je to. Potem pa cel kup zadev, ne. Od tega, da nimamo pametnih statistik, do tega, da imamo tiste hude posamične, ampak vendarle hude primere gospe, to je bilo lani, predlani v Angliji, ne, katastrofalen primer, kjer je gospa vnaprej z diagnosticirano demenco, kdo med nami ne pozna koga z demenco, da je z demenco
se pravi, podpisala, da za primer takega pa takega razvoja bolezni naj jo usmrtijo, ampak vsi vemo, da večina ljudi z demenco, če je zanje lepo poskrbljeno, če imajo občutek varnosti, če imajo občutek, da jih ima nekdo rad, da je nekdo z njimi, če še ne pride do tistega trenutka, ko ne prepoznajo več, različno je, so tu srečni ljudje, tu so zadovoljni ljudje. In gospe z demenco, ko je enkrat res začela bolezen delovati, niti na misel ni prišlo, da bi evtanazija prišla na vrsto. In logika pravi, pusti žensko živeti, ni več med živimi. Ni več med živimi, je šlo sicer na sodišče in sodišče je razsodilo, da je zdravnik pravilno ravnal. Ne? In na tak način se zadeve širijo in širijo. Skratka, rdečo črto je treba prestopiti, od tam naprej je jutri je nov dan, ne, kot se je reklo. Ne. Jutri je nov dan in gremo naprej. Samo da se prestopi rdečo črto, potem pa ni več ovir. Če dodam, ta nov dan pomeni ne samo, tako kot piše, za ljudi, ki so zelo bolni, ki trpijo, ampak potem pridejo psihični bolniki, potem pridejo vse mlajši otroci, na Nizozemskem do 12 leta, zdaj se že sprejema še navzdol, do 2 let, v Belgiji je že od dojenčka naprej. Torej, to je ta spolzki klanec. Samo ko odpremo vrata, se vstopi v hišo, takrat se napiše skoraj najbolj milo zadevo, pa pri nas že niti to ni, drugod je bilo zakrito, številke o varčevanju in tako naprej. In potem, ko stopiš v hišo, se vstopi iz ene sobe v drugo do konca. To je treba vedeti. In če malo s tole statistiko, ki je gospod Gabriel navedel, Kanada je recimo precej kasneje začela, kakor je na 10 let kasneje, kakor pa Nizozemska, ampak je vse nadoknadila, tako da imajo oni zdaj že je ocena, ker ta zadnjega še ni, vsaj 5% smrti na ta način, to je pri njih okrog 16.500 ljudi. Potem je Nizozemska, sledi s 5% in več, medtem ko Belgija je manj, 2,4 in tako navzdol. Zanimivo je, da Avstrija, ki ima, pa tudi Nemčija, ki imajo tak sistem, da pravzaprav nihče ne pomaga, da mora človek samo prevzeti v lekarni tisti strup in ga ima lahko doma 1 leto in naj se odloči, da to popije. In 90% od teh, ki prevzamejo strup, ga nikoli ne popije, potem ga vrne nazaj. Glede. To je tisto, ko dolgo premišlja in zato imajo oni, ocena je samo približno 50 ljudi na leto, ampak narašča, ker je to šele 2 leti pri njih velja. Ampak tam je pa res čist individualno, more pa res v lekarni nekdo pripraviti, ta strup. Meni je žal, jaz škilim na uro, gospa Anda, nekaj ste še mislili dodati? Samo toliko še, da povem, da sem zračunala, kaj bi to pomenilo za Slovenijo, če bi bili mi recimo približno tam, kjer je Belgija, glede na naše število prebivalcev, če bi bil to asistiran samomor za začetek, ki še ni tako uveljavljeno, bi jih imeli okrog 50 pacientov letno, naši zagovorniki pravijo, da jih bo 2 ali pa 3, to ni res. Če bi pa bila še uzakonjena evtanazija, pa bi se znašli približno na 700 smrti, neko je prvo leto, zato ker pač malo časa traja, da ljudje to povzamejo. Jaz bi sam toliko še dodala k temu, tudi zelo se strinjam, kar je gospod Kavčič povedal, k temu pojavu drsečega klanca, to, kar je bilo tudi rečeno, reče se najprej samo, čeprav pri nas je od 18. leta gor, ampak drugot je bilo najprej samo za starejše, potem se ta starost niža in gre ponekod že do dojenčkov, Belgija, mislim, da je v Kanadi tudi predlog, potem pa to, kar je danes nesprejemljivo ali pa se nam zdi še joj ne,
postane, ko enkrat to pride noter, s časoma lahko postane nekaj normalnega. In je, recimo, daj pa poglejmo, to je pa čist, da jim rekam, moje razmišljanje, a ne te nove generacije, ki zrasejo gor ob vseh ekranih in ko že strokovnjaki govorijo, da opažajo manj empatije, a ne, in da bojo ti otroci ali pa mladi gor rasli s tem, da se, prostite izrazu, starejše takole mal na hitrco posprav, ali pa ta možnost, je velika nevarnost, da to postane res sprejemljivo in nekaj normalnega, kar vemo danes, da ni. Tudi to, a ne, tlej velik pritiska, tudi recimo sem doživljala, ko je upravičeno prišel v ambulanto, jaz spet sem tle, spet vam čas jemljem, a ne, res, a ne, ta obzirnost ali pa ta nočem biti v nadlogo nekomu, to je tudi ena res dodatna nevarnost, no, toliko da. Ja, ogromno stvari se odpirajo, taka neka Pandorina skrinjica, nekatere zadeve predvidevamo, ker so izkušnje iz drugih držav, lahko bi še dolgo govorili, tudi gospod Gabriel bi vedel, pa prodaja organov, pa mislim, nimamo časa niti za načenjati, odpira se morje. Samo en stavek, torej Kanada je znana izvoznica organov, to je to. Ja, no to sem, a lahko stavek. Se sem si tle zapisala, da moram reči, pa sem, evo. Je možno, da se dajo, lahko dobi evtanazijo recimo mlad, zdrav, ker je v psihični stiski. Kdo od nas ni bil, pa bil kaj zaljubljen, tako pa tako, ali pa tudi študij, ni šlo, je nekdo, a ne, in je v krizi, v stiski, in zapros za evtanazijo in jo dobi in potem ga še nagovorijo za darovanje organov, tako da ima potem še dober občutek, jaz pa s tem še pomagam. In se govori o tej altruistični evtanaziji. In je nevarnost oziroma vidijo hkrati porast presaditev organov. Tako da me noben prepričal, da tle ne gre tudi za neko trgovanje. Ne? In nismo mi nič toliko drugačni, da ne bi do tega lahko tudi prišlo. Mi imamo že naštimano, da bo šlo ja, v to smer. Tako, bi pa morda mal izziv, ja. Gospod Gabriel, to trgovanje z organi, transplantacija, v Kanadi 17% ali koliko eutanaziranih, je... Ne. V glavnem darovanih organov je ogromno, pomeni, nek mladi človek zdrav, ne boš iz starega človeka daroval organov. Lahko z krščanskega vidika to utemeljimo, ne? Življenje za druge. Ja, to je približno tako, kot je bilo, če ste poslušali komentar gospoda Štefaniča v družini, poslušali ali pa ste brali, zelo zadnja družina je zelo informativna. In od Štefaniča komentar omenja ravno tako, kako je že pred leti, ta tema je stara, ne, se je začela v Sloveniji že leta 2023-2022, se je tole že začenjalo in takrat razlaga, kako je bil en od zagovornikov vsega tega na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani in je razlagal, kako so katoličani zmeraj molili za zadnjo uro, ne, za zadnjo uro. In je rekel, to je to, ne, to je to. V bistvu nam tak način smrti omogoča izpolnitev primerne zadnje ure. To je obračanje krščanskega sporočila naokrog, pa še poteptati dol v tla. In tukaj je enako, ne? Tukaj je popolnoma enak primer, če si kdo drzne kaj takega, pač ne gre. Res je, da darovanje organov je v katoliški moralki vedno videno kot nekaj najbolj altruističnega, nekaj najbolj krščanskega. Ne? Se pravi, darovati samega sebe za drugega v bistvu je v organu skrita logika gospoda Jezusa na križu. Ne pa, seveda pa to ne gre, kadar bi kakršnakoli takšna praksa postala del širše prakse strukturnega greha, temu pravimo.
Ker greh je lahko tak, da ti nekomu nekaj narediš, lahko je pa struktura grešna, lahko je firma grešna, lahko je vse skupaj tako narejeno, da ne moreš živeti noter, ne da si v grehu. V bistvu je država ene vrste mal diši po strukturnem grehu. Ker vi ne greste v Hofer, kamorkoli že, kupiti ene čebule, ne da plačate davek na njo in zraven plačujete s tem davkom, da nekdo plačuje zadeve, s katerimi se vi in mi katoličani sigurno ne strinjamo. Evo, to je strukturni greh. In tak primer je pač tipični primer strukturnega greha. Vse skupaj, da se prav razumemo. Posebej pa če sem še to dodam, da je katoliška moralka jasna. Kdor bi je udeležen v teh zadevah na eni ali na drugi strani, je v hudi nevarnosti za svoje večno življenje. Tako je. Gospod Bog je vsemogočen, lahko sodi po svoje, tega mi ne vemo in se ne želimo vedeti. Vemo pa, da je huda nevarnost za vsakogar, ki bi bil udeležen v teh postopkih. Meni se zdi, da smo obdelali tako eno tretjino, četrtino, ne vem, sam čas teče. Žal ni bilo zdaj časa, da bi občinstvo kaj vprašalo goste, ki jih imamo na razpolago, vendar vas vabim, da se potem po koncu ustavite v avli, pa bomo še kakšno rekli. Ima pa gospa Metka, ona je bila včasih... Nekaj zelo pomembnega, oprostite. Govori se o dostojni smrti, lahki smrti, tudi le je zavajanje. Res, da je tretjina ali dobra tretjina, malo več, znotraj 1 ure res umre, ampak je zastrupljena. Podatki Oregon, ima tudi že Kanada, Nizozemska, Belgija delajo statistiko, ampak jaz imam številke za Oregon. 7,6% jih umira več kot 6 ur. Do zdaj najdaljše je 137 ur. Zaradi vsega tega koktajla strupov, prek so bili strokovni izrazi, ampak noter so uspavala, sredstvo za anestezijo, sredstvo, ki naše mišice čist sprosti, se ne morajo, recimo, ko tega človeka duši ga pa zato, ker ne more več tako dihati, da bi dosti kisika dobil. Vemo, če nekoga duši, hlasta za zrakom, stoka, trpi, potem zaradi pomanjkanja kisika boli srce, tako kot pri infarktu, njega boli, ne more pa izraziti in zato naven zgleda miren in govorijo potem o dostojni smrti. Tisti mladi, ki se pa odločijo, da bojo darovali organe, tistim pa dajo sredstvo, ki je za smrtno kazen, da hitro umrajo. Samo da sem pa še to slišala, da v bistvu jih najprej anestezirajo, poberejo organe in potem naredijo do konca. To mislim, da je bilo zelo pomembno, da slišimo en tak argument. Zato hvala, da sem lahko povedala. Jaz bi še podaljšala, pa nas že preganjajo tam zadaj, vendar gospa Metka ima še domačo nalogo, ki sledi šolski uri. Tako, glejte, jaz sem kar dolgo časa bila profesorica in vem, da je treba na koncu ponoviti. Dobro, da ne bo testa. Test boste imeli v svojem okolju, ker boste to, kar ste slišali, morali prenesti, ker je vaša naloga, da jih vsaj enih 5 še zraven pripelje na volišče. In to take, ki bojo glasovali proti. In kaj si moramo zapomniti iz tega? Bolniki za dostojno življenje potrebujemo zdravljenje, lajšanje bolečin, varnost in bližino, ne zastrupitve. Zakonska zastrupitev bolnikov kot nova zdravstvena storitev je zdravstvena, pokojninska in socialna reforma. To je v ozadju. Da je Golobova vlada je to že začela in že izvaja. Zastrupitev bolnikov in invalidov bi bila možna brez bolnikovega podpisa
vmes je, da lahko en prsten odtis da, če ne more podpisati, in tako nismo govorili. Zastrupitev kot razlog smrti ne bo smela biti zapisana v zdravniškem potrdilu o smrti. Prevara. Zdravniki po zakonu niso dolžni obvestiti svojcev, da je njihov bližnji v postopku za zastrupitev, če ga je kdo pripravil in prišel. V politično imenovani zastrupitveni komisiji bodo odločali samo zdravniki, ki podpirajo zastrupljanje bolnikov, ki nimajo ugovora vesti. In ta zakon bo prinesel neznosno trpljenje bolnikov in invalidov, zato ker bodo doživljali pritiske in zlorabe. Te pritiske, o katerih je gospod Gabriel govoril, take od strani, ker se kaže z vseh podatkov, ko ljudi povprašajo, zakaj so se odločili, zato, da ne bi bili komu v breme, zato, ker so sami, ker nimajo nikogar. Bolečina je šele na 5. mestu. Tako, in da vemo še 2 pomembni zadevi. Zakon je protiustaven, ker v ustavi imamo, da je življenje nedotakljivo, in imamo še Božji zakon, ki pravi ne ubijaj. In to je eden od temeljev človeške civilizacije, ki bi jo zdaj radi porušili in jo nekje že rušijo. Zato prosim, bomo v tisto nedeljo glasovali proti zastrupitvi, proti zlorabam in pritiskom. Zato, ker je zakon slab, smo gotovili, in tudi če je še tako slab, je sprejet in bo veljal, če nas ne bo zadosti. Ni zadosti navadna večina, treba jih je vsaj 340 000 ljudi, ki bodo bili proti. Odvisno je pač od nas. Tako bomo mi vseh malo za konec, po tem pogovoru resnem, si sposodili še Toneta Pavčka in en ščepec njegovega optimizma. Prijatelji, ne verjemite njim, ki vam pravijo, ta svet je grozen, grob, grd. Ni res. Res je, da je lahko še hujši. Toda za vas je to vaš svet. Edini, ki v njem živite, da se v njem udomite in ga v dobrem naravnate po svoji podobi. Ne verjemite tudi njim, ki vam pravijo, življenje je trdo, trpko in težko. Ni res. Res je, da je lahko še hujše. Toda za vas je to življenje edino, enkratno in neponovljivo. Vaše je, da iz njega naredite vse, kar je v dobrem mogoče. Ne verjemite komorkoli in karkoli, verjemite pa, če morate, tej moji zgodbi. Nekoč pred leti, ko me kot strela z jasnega zadelo hudo, mi je star mož, živi modrec, dejal: in nikar se odslej ne boj življenja. Tako zdaj jaz govorim po njem podobne besede za vas. Ne bojte se življenja, naj pljuska v vas z vso silo in vse žile, naj vas nese ali zanese, le ne pustite, da vas spodnese. In imejte ga radi, da bo tudi ono življenje imelo rado vas. Hvala vam za obisk in lahko noč.